Hojla, Ruša tukaj, zdaj dogodek.si, tako kot sem že dala naslov, oziroma kot bom verjetno dala naslov, neko razmišljanje na glas na temo o brezplačnikih, to se pravi o tistem, ko neke svoje brezplačne vsebine, bodi si neke spletne tečaje naredimo brezplačne ali pa neke e-delavnice, webinarje in podobno, no. Kdaj dati, zakaj dati, koliko dati, no. Zadnje čase, no, sem sama kar nekajkrat že razmišljala pri sebi, pa tudi s kolegicami, ki smo nekako v podobni branži, pa vsake toliko časa malo pobrainstormamo kakšno zadevo, smo se veliko že pogovarjali v zadnjem času o tem, da včasih pridemo do točke, ne, ko se počutimo, da se razdajamo za brez veze, pa za zastonj, bom rekla, pa da samo dajemo, iz druge strani ni nobenega povratnega ali sporočila ali kakorkoli, no. Zdaj, v zvezi s tem, no, bom pač nekako mojo filozofijo oziroma tisto, kako jaz vidim zadeve z brezplačniki, razložila, pa tisto, v bistvu, kar jaz sama smatram nekako iz svoje prakse, pa iz tega, kako vidim, kar nekako deluje, no, na trgu, no. Zdaj, prva stvar, ki je definitivno, sem za to, da se brezplačnike dela, ker zakaj, ne, z njimi se, to se pravi, zdaj, nima veze zdaj, kakšen je format, format izberete glede na to, bom rekla, kje se vi počutite dobro, glede na to, kaj je cilj in tako naprej, ne. Sama osebno, bom rekla, imam zelo rada formate spletnih tečajev, zato ker to enkrat posnamem in deluje potem 1 leto ali pa 2, to čisto super funkcionira. Zdaj, webinarji so super varianta za tiste, ki hočete nekaj na hitrico to narediti, evo, vse sem izklopila, samo to ne. Ki hočete res na hitrico narediti, ki ne rabite nekih, bom rekla, profesionalnih, mislim, ki nočete komplicirati, bi se rekla, no, po eni strani. So pa pač te webinarji pač nekako, bom rekla, na hitrico so narejeni in so včasih pač tudi majčkeno manj dodelani, kakor pa recimo neki spletni tečaji. Potem so e-delavnice, recimo v živo, jaz zelo rada delam e-delavnice v živo, čisto vsake toliko časa, tudi zato, ker mi dajo feedback nazaj, neposredno, direktno na licu mesta, ne, tako da zmeraj je treba imeti pač, bom rekla, neko filozofijo, tudi ko izberemo format, zakaj smo izbrali ta format, pa kaj nam ta format prenaša, pa kaj želimo od njega, no. Tako da predvsem, no, prva stvar, ki je, zakaj sem pristaš tega, da imamo brezplačnike, je predvsem iz tega vidika, ker se na ta način mi lahko predstavimo. Ljudje spoznajo nas, ne, prvič, bom rekla, in vizualno in energijsko, ne, pač tukaj sem jaz zelo zagovornik tega, da tudi, če smo nadaljavo, v končni fazi tudi prek videa nas ljudje spoznajo, začutijo, kdo smo, kaj smo, če ne drugega, pač tudi naš glas, pa naša, bom rekla, neverbalna komunikacija pač tudi nekaj pove, ne. Druga stvar je, da razložimo filozofijo, ne, sploh, ko imamo neke, bom rekla, ko izobražujemo, ko potem recimo v naših izobraževalnih produktih izobražujemo o nečem, kar je mogoče bolj kompleksno, kar je mogoče drugačno, novo na trgu, kakorkoli, ne, je fino pač razložiti neko filozofijo, ne, da ne prodajamo, jaz temu rečem, da ne prodajamo mačka v žaklju, da ljudje točno vejo, da če bojo od mene kupili spletni tečaj, ki mimogrede recimo ni samo 10 ali pa 20 evrov, ampak je krepko čez 100 evrov, ne, da vejo, zakaj, kaj bojo od njega dobili, kaj bojo v njem spoznali, ne, ker konec koncev tudi sama recimo ne želim imeti, bom rekla, nekih strank, ki pridejo, kupijo neko zadevo, ki jim mogoče niti ne ustreza, ker potem imamo zadeve v zvezi z refundacijami in s takimi zadevami, ne. Skratka, razložimo našo filozofijo in pa konec koncev lahko tudi pokažemo, kako naši spletni izobraževalni programi potekajo, ne. Če jaz recimo, ne vem, prodajam spletni tečaj, bo tudi najboljša varianta, da bodo udeleženci videli, kako moji spletni tečaji izgledajo, pa če se jim ustreza pač ta način podajanja znanja, pa ta način strukture vsebine, pa vsega tega, ne. Ali pa podobno, če imam e-delavnice, ne, če recimo, ne vem, naredim neko daljše spletno usposabljanje, ki je recimo samo iz spletnih delavnic sestavljeno, potem je smiselno, da ljudje vejo, ne, na kakšen tip e-delavnic delam, ne, da so to visoko interaktivne, da bojo morali sodelovati oziroma da se sodeluje, da je možnost, da participirajo, to se pravi, da sodelujejo, se pogovarjajo in tako naprej, ne. Zdaj, kje pa vidim tisto, bom rekla, največjo oviro oziroma tisto, kar pa mogoče malo zaseje seme dvoma, kako se že to reče, ne, je pa prva stvar je pa to, da sama sem že ta občutek imela tudi s kolegicami,
sem dostikrat prišla na debato, bom rekel, v takih neformalnih pogovorih, in sicer, da se dobimo tisto občutek, da se razdajamo, da razdajamo našo vsebino zastonj, da dajemo nekaj, kar v bistvu, kar bi lahko zaračunali. Druga ovira, bom šla najprej na ovire, pa bom potem v bistvu mogoče nekako zapeljala na to zadevo, da pokažem, kako jaz pač vidim te zadeve, kako je smiselno to strukturirati, da nam, bom rekla, tudi dobro služi, ne. Druga ovira, ki jo nekako vidim, pa nek drug minus je to, da nismo strateški. To se pravi, da štancamo neke vsebine, to se sploh na začetku mogoče zgodi, ko štartamo s svojim edu-biznisom, pa še mogoče nimamo čisto poštimanih temeljev, ne vemo še čisto točno, kaj je tista naša dodana vrednost, kaj je tisti naš unikaten sistem, skozi katerega udeležence peljemo, ne, in smo pol malo nestrateški. Tudi jaz sem bila taka, ne, praktično eden mojih prvih brezplačnih tečajev je bil tako, da sem praktično skoraj vse detajle skoraj povedala, bom rekla, sicer bom tako rekla, na nekem takem top levelu, ne, pa vse, ne, pač ljudje so mogoče dobili občutek, to je to, ne, zdaj pa jaz to znam, pa okej, kaj jaz rabim, ne. Naj povem, marsikomu se to zgodi, sem videla tudi že druge primere, skratka, nismo strateški, ne, to se pravi, predvsem je to v prvi fazi biznisa, kadar točno ne vemo še, kaj je naša usmeritev, kaj je tista dodana vrednost in tako naprej, ne, in potem pač zapakiramo kar nekaj, zato da naredimo nek brezplačnik, zato ker nam je nekdo rekel, da pač rabimo lead magnet, ne, mislim pač ta privlačnostno darilo, zato da zbiramo maile in tako naprej in pol nekaj naštancamo in naredimo in nima ne repa ne glave. Zdaj, naš sabat, ne, pač, kot sem rekla, v začetni fazi biznisa včasih pač malo svalimo nič hudega, bistveno je pač, kaj se pol iz tega naučimo. Tretja zadeva, no, ki jo pa vidim v celotni tej izobraževalni, tej e-learning industriji, je pa to, da je prišlo tudi do tega, da imamo nek dumping v industriji. Zdaj, v slovenskem se reče zbijanje cen, ne. To je ona varianta, ki nekdo naredi neko stvar za dosti ceneje, kakor jo mi delamo, ne. In tukaj bom dala konkreten primer, ne. Dostikrat vidim, da nekdo gre delati spletni tečaj, ali pa celo zadnje čase sem videla celo, ne samo spletni tečaj, v smislu tisto, da posnameš, pa je to avtomatizirano, ne, kjer si sicer vložil, ne vem, 30-40 ur dela, ali pa mogoče tudi manj, no, pa zdaj to pač laufa avtomatizirano, ampak vidim zadeve, ki recimo dejansko grejo coachinge ali pa neki izobraževalci delati zelo take celostne programe, ki trajajo mogoče po več tednov in so brezplačni. S tem, da so res brezplačni, niso v bistvu, ta oseba ni bila sofinancirana, ni bila financirana, ne vem, da bi iz nekje dobila neka sredstva, pa je zato tečaj za udeležence brezplačen, ampak dejansko je brezplačen za udeležence in produkcija ni bila plačana, ne. To se pravi, ko govorimo o brezplačnih zadevah, se moramo zavedati, ne, ali je brezplačno za udeležence, pa smo mi pač bili financirani, to se pravi, bila produkcija, naše delo financirano iz nečesa, ne. V tem primeru je seveda tudi ponavadi pomembno in primerno, da udeležencem povejo, da je pač sofinancirano iz nečesa, ne. Ali gre pa za to, da enostavno in je za udeležence brezplačno in mi smo vso energijo brezplačno noter dali, oziroma ne energijo, ampak naš čas in delo. In tukaj vidim največji problem v tem, no, da se je začel pojavljati neke vrste dumping, ne, to se pravi to zbijanje cen, ne, da nekdo naredi spletni tečaj na neko temo, na katero nekdo drug nekaj računa oziroma lahko celo veliko računa, ne. Zdaj seveda je bistvena razlika med nami, ne, tako kot večkrat rečem, niti dva tečaja, niti dva spletna izobraževalna programa si nista enaka, ker je naša vsebina različna, ker je naš način podajanja različen, ker je naš način oblike supporta, mentorstva, coachinga različen in tako naprej. Ampak tisto, no, kjer pa vseeno je potem, bom rekla, kjer se pa ta dumping naredi, je pa to, da če nekdo nekaj da zastonj, ne, pa je to naredil, ne vem, 4-5 tedenski program, na drugi strani imamo pa nekoga, ki to prodaja, so ljudje zmedeni, ne, na trgu pride do tega, kaj zdaj to, ne, ona tam zastonj daje, on pa tam računa, ne. Tako da to, no, to so nekako te minusi, to se pravi, da imamo ta občutek razdajanja, ta nestrateškost in pa v bistvu to, da pride do dumpinga v industriji, v kateri pač smo, pač v tisti branži, v tisti, bom rekla, ozki niši oziroma neki ozki tematiki, s katero se ukvarjamo, ne, pač pride do tega lahko dumpinga med nami izvajalci oziroma ponudniki. Tako da,
ko jaz razmišljam o brezplačnikih, razmišljam to nekako v tej smeri, da ko mi nekaj dajemo brezplačno, da je treba upoštevati nekako dve stvari, da probamo, da so stvari, ki jih damo, da so strateško oziroma marketinško na mestu. Torej, če jaz dam svoj brezplačni spletni tečaj, konkretno imam trenutno svoj brezplačen spletni tečaj, kako narediti učinkovit spletni tečaj, ki temelji na e-priročniku, skratka, najprej si potegnete dol e-priročnik spletni tečaj od A do Ž in potem dobite v njem tudi povezavo naprej za brezplačen spletni tečaj. Ampak ta brezplačen spletni tečaj je zastavljen tako, da v bistvu dam en mali korak konkretno, nekaj, kar sicer udeleženci tako morajo sami narediti, tudi preden pridejo k meni delati z mano. Potem pa v bistvu samo razložim še naprej, kako iz tega razvijajo spletni tečaj. Torej, ne grem jih učiti, ne vem, kako se naredi spletni tečaj, ne gremo v detajle in tako naprej. Tako da tukaj pač strateška ta zadeva je v tem smislu, da jaz vem, da s tistim ne razdajam neke vsebine, ki jo sicer delam ali ki jo sicer ponujam v spletnem tečaju, spletni edukator oziroma v mentorstvu, ki temelji na tem spletnem tečaju, spletni edukator. Skratka, to hkrati pa v bistvu vsem predstavim in sebe, in svojo filozofijo, in svoj ta unikaten sistem, skozi katerega udeležence peljem in tako naprej. Tako da strateško in na drugi strani marketinško. Lahko rečemo, da sta to dve stvari, strateško pa marketinško. Marketinško v tem smislu, da seveda udeležence, ki se vpišejo ki prinesejo brezplačen priročnik, dobim na svojo mailing listo in potem pač te udeleženci jih jaz lahko naprej negujem, nurturing po angleško, to se pravi, da negujem v bistvu ta odnos z njimi preko maila, pošiljam še dodatne e-mail sekvence, to se pravi, dobijo še več dodatnih informacij in pa v končni fazi tudi potem moje neke tedenske novičke z nekimi dodatnimi vsebinami. Skratka, sem jih dobila nekje, bom rekla, noter, in v bistvu z njimi pač nekako vzpostavljam ta odnos in potem zdaj v moji industriji oziroma konkretno v mojem primeru je tudi to 2 leti povprečen čas, preden se odzovejo in se odločijo, da mogoče sodelujejo z mano. Tako da ni takoj za obupati, v smislu, zdaj pa v enem mesecu ni nič kupil. Ja, pač ni glih štruca kruha, ki jo rabimo ali pa ki si jo želimo vsak dan, ampak je pač ena zadeva, ki mora dozoreti tudi v mojih udeležencih, zato da se odločijo za te zadeve. Tako da recimo, da je to ena stvar strateško, da razmislimo, kaj damo v vsebino in kako jo bomo zapakirali. Druga stvar, da je marketinško, to se pravi, da ko nekaj delamo brezplačno, ko nekaj dajemo brezplačno, dobimo na neki ravni, saj ni nujno, da je to nujno e-mail, lahko je to tudi čisto prosta vsebina, skratka tudi blog recimo, ki ga jaz pišem, je brezplačno, pa marsikaj noter napišem tacga, s česar se lahko človek nauči, ali pa ne vem, kaj naredim za YouTube, kakšen video s tehnično vsebino, ampak takrat jaz vem v ozadju, kaj je tisto, kar bom jaz od tega imela. To se pravi nekako strateško ali pa marketinško. Tukaj mogoče ni glih čisto jasna ločnica. Tretja opcija ali pa druga opcija, če je strateško marketinško prva, je pa to, da če dajemo nekaj brezplačno, da je to lahko v primeru, ko se sami nekaj učimo. Da sami nekaj testiramo, pa bomo to težko zdaj prodali oziroma se nam ne da zdaj ubadati z neko majhno zadevo, da jo bomo prodajali. Bom dala zelo konkreten primer. Zadnjič, recimo, en mesec nazaj sem izpeljala v Facebook skupini tako imenovan izziv. Pač želela sem preizkusiti, kako te zadeve delujejo, če jih izpeljem na majčkeno drugačen način, to se pravi asinhrono, da mi ni treba, 3-dnevni izziv sem naredila, pa da ni treba, da sem 3 dni zdaj zraven, pa sem hotela stestirati. Tega pač nisem šla, ne bi šla tega testirati, mislim pa itak je bil brezplačnik, je bil osnova tega programa, tako da je bil v bistvu pač test zame. Zdaj pa tem testu moramo paziti, ker je hitro padamo v tisto tanko mejo med tem, da testiramo in med tem, da nimamo po domače čen jajc oziroma jajčnikov, da bi to zaračunali. Tako da tukaj, če delamo res neke programe, ki jih bomo kasneje prodajali za res, dajmo pa narediti mogoče zadevo pilotsko, povemo, da je pilotska, povemo, da bo brezplačna ali nizkocenovna v primerjavi s tistim, kar bo kasneje
ker je prvič, ker želimo od udeležencev feedback, povratno informacijo, evalvacijo programa in tako naprej. Ne? Ali pa v bistvu zadevo naredimo, bom rekla, manjšo. Ne? Ko gremo testirati neke zadeve, no, če delamo to, bom rekla, iz tega vidika, da naredimo brezplačno, zato ker testiramo, ker se sami učimo, dajmo tudi biti jasni, ne, pa transparentni v smislu, to je zato pa zato brezplačno, oziroma pri sebi pošlihtamo v glavi, kaj imamo res od tega. No, tako da niso za odpisati, niso za brezveze brezplačniki, imajo svojo vlogo v spletnem izobraževanju, v tej e-learning industriji, morajo pa biti, no, kot sem rekla, strateško in marketinško dobro zastavljeni, in pa res pazite, no, da ne delate nekega dumpinga cen, nekega nižanja cen v svoji industriji. Evo, toliko za danes z moje strani, pa prijetno e-dogodkanje.